Pozdravljeni, otroci! Danes bomo spoznali zapis še zadnjih treh črk slovenske abecede. In sicer zapis za črko Z, Ž in F. Tako kot vedno boš z lista s pesmicami izrezal pesmice za črke Z, Ž in F in jih nalepil v zvezek abeceda, potem pa v vsaki pesmici poiskal in obkrožil črko, za katero je pesmica zapisana. V nadaljevanju si bomo pogledali pravilne zapise črk. Črko Z vedno zapisujemo od zgoraj navzdol in potegnemo najprej ravno vodoravno črko, poševno navzdol in spodaj ravno vodoravno črko. Torej, ravna črka, poševno navzdol in ravna črka se spodaj. Paziš, da se začetek in konec črke približno uskladijo. Torej, opazujte boljše. Črko Ž zapisujemo na podoben način, s tem, da ji dodamo še strešico. Pri strešici paziš, da sta črtici in strešici enakomerni in da je med strešico in spodnjim delom črke nekaj prostora. Torej, strešica se ne sme dotikati spodnjega dela črke. Pri F-ju pa najprej zapišemo ravno navzlično črko, se pravi ravno dol, potem pa ravno vodoravno zgoraj in še ravno vodoravno v sredini in ta sredinska črka je lahko malce krajša kot, se pravi ravna črka. Vodoravna ravna in še malce krajša kot črka. Bravo! Sedaj boš tudi ti v zvezek črtica te črke zapisal na malce večji prostor in vsako črko 6-krat prevlekel z barvico. Nato boš na vsako črko poiskal 5-6 besed, ki se na to črko začnejo, in te besede lahko narišeš ali pa napišeš. To dejavnost že dobro poznaš. Tu pa imam za tebe že nekaj idej. Si pri črki Z našel tudi katero od teh sličic? Recimo zaklad, zibka, zastava, zajec, zebra, zvezda, zmaj, zima, znamka, zaboj, zelenjava. Tu sem ti dala še nekaj predlogov za zapis. Kaj pa pri črki Ž? Si našel katero od teh? Recimo žaba, žoga, želod, žongler, žirafa, žolna, žafran, želva, žeblji, žarnica ali žaga. Pri črki F je bila naloga malce težja. Črka F je zadnja na vrsti tudi zato, ker se v slovenskih besedah najmanjkrat pojavi. Pa vendarle vem, da smo mi z našimi bistrimi bučami našli nekaj besed, ki se začnejo na glas F. Je tako? Jaz sem našla frizerka, ki dela frizuro. Fige, fotoaparat, fen, čeprav mi vemo, da se pravilno reče sušilni las oziroma sušilec za lase, frača, frnikule, fotelj in tu imaš za pomoč še nekaj zapisanih besed. Če si to nalogo dobro opravil,
lahko nadaljuješ v zvezek abeceda, kjer prosim zapišeš po 2 vrstici vsake črke. Če se ti še piše in če bi rad še vadil, potem pa odpri zvezek za opismenjevanje in iz naloge, oziroma izmed besed, ki so pri nalogi s peresom, izbereš nekaj besed in jih prepišeš. Sedaj pa najprej dobro poglej, kako se zapisujejo črke ž, z in f v zvezek abeceda. Vedno paziš, da potegneš ravno zgornji piki, greš na vpišno vrstice črke in zopet v z-ju je naloga podobna, samo da nimamo strešnice. Pri f-ju pa potegneš ravno črko od spodnje do spodnje črte in potem potegneš ravno prvi strešnici. Zdaj ravna navzdol, ravna po zgornji in ravna po sredinski črti. Bravo, odlično. Sedaj pa vaja dela mojstra. Če ti je dolgčas, lahko rešuješ interaktivne naloge v Lili deželi, naloge v zvezku za opismenjevanje pa bomo reševali kdaj drugič. In bravo, čestitam! Spoznali smo zapis vseh 25 črk naše abecede. Torej, spoznali smo zapis črke a, b, c, č, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, v, z in ž. Bravo, čestitamo! Čestitam! Sedaj pa lahko beremo in pišemo brez ovir. Bravo, prvi A in bravo, prvi B.